Najprej pa dovoljte, da uvod začnem nekoliko drugače, s nekaj besedami o ustavnopravnem pomenu referenduma. Danes v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, imamo pač proporcionalni volilni sistem in parlamentarni sistem državne ureditve. V takem sistemu moderna ustavnopravna stroka šteje referendum kot edino učinkovito obliko dejanskega omejevanja oblasti. Zakaj? Zaradi tega, ker vsaka večina v vladi je utemeljena na večini v parlamentu. In zaradi tega parlament dostikrat deluje bolj kot podaljšana roka vlade, aktualne vlade, in do absurda je to pripeljal sedanji predsednik državnega zbora, ki je enkrat lani izjavil, da karkoli bo že ta vlada predlagala, bo on vedno podprl. Iz tega seveda zelo jasno sledi, da ni več tistega temeljnega načela uravnoteženja in delitve oblasti, se pravi check and balances, kot se je temu reklo pri oblikovanju ameriške ustave, na katerem pa temelji demokracija. Vsaka oblast pa mora biti omejena, če hočemo, da ostane na dolgi rok demokratična. In zato je referendum izjemnega pomena in vsa ustavnopravna stroka celotne Evropske unije mu priznava, da je to institut, ki je edini učinkovit, ko gre prav za načelo omejevanja oblasti. Še več, ker prihaja zdaj do tega položaja, da je to pravzaprav tudi edina učinkovita oblika tega uresničevanja načela uravnoteženja in pa medsebojnega nadzora vej oblasti, ga ustavnopravna stroka vse bolj opredeljuje, to boste našli tudi v učbenikih, kot obliko delitve oblasti, kot dejansko posebno obliko delitve oblasti, ki ima torej izjemen ustavnopravni pomen in je ključna za delovanje demokracije. In referendum je v vsaki izvršilni oblasti trn v peti, prav zaradi tega, ker jo omejuje. Žal tudi marsikomu, marsikdaj v parlamentu. Toda v praksi je to demokratična vrednota. Zaradi tega v SDS ne bomo pristali na nobeno omejevanje pravice do referenduma, saj bi s tem izničili eno temeljnih demokratičnih vrednot, na katerih je celo utemeljena ta država. Saj je država Slovenija nastala na osnovi referendumske odločitve, na osnovi odločitve na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Da pa bi znižali stroške, predlagamo, da se opravijo referendumi praviloma en dan v letu, da se ta dan predvidi vnaprej in da torej lahko že vsi vnaprej s tem tudi računajo. Obenem želim samo še za konec opozoriti na dvojno igro, ki se jo gre ob tem koalicija, sedanja vladajoča koalicija, ki pač želi prikriti žalostno dejstvo, da želi zrušiti še enega od demokratičnih principov, eno od demokratičnih vrednot, na katerih temelji naš sistem, to je referendum. In je naš predlog za to, da bi imeli en dan izvedenih več referendumov in s tem bistveno znižali stroške, gladko zavrnila. Po drugi strani pa zdaj sama ponuja kot poizvedovalni referendum, da bo šla vprašati ljudi, ali so za to, da bi bili referendumi na en dan. To je seveda čisto navadno sprenevedanje, ki je v tem primeru še toliko bolj očitno. Tisto, kar si na glasovanju zavrnil, ker bi bilo že po sedanjem zakonu mogoče, le zahtevalo bi dvotretjinsko večino, torej visoko stopnjo soglasja, boš šel na to, na referendumu spraševati ljudi, ali so za to, da to tudi uresničiš. To veliko pove o sedanji koaliciji in s tem tudi končam. Upam pa, da bo ta naš predlog sprejet, kajti potem bo omogočal, da tisto, kar je bilo do zdaj sicer po zakonu omogočeno, kot izjema, bi zahtevalo dvotretjinsko večino, postane pravilo. S tem znižamo stroške, ohranimo pa demokratično vrednoto v celoti.